Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Radio Sora poslušate in čas je, da začnemo današnji klepet. Tokrat se nam o radijski klepetalnici na stežaj pridruži dr. Kozma Ahačič, slovenski jezikoslovec in literarni zgodovinar, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in raziskovalec na oddelku za zgodovino slovenskega jezika. Naš tokratni gost je tudi znanstveni svetnik, izredni profesor, urednik portala Fran in Franja, pisec sodobnih šolskih slovnic, kolumnist in tudi ljubitelj glasbe. Več o sebi in svojem življenju pa nam bo povedal kar dr. Kozma Ahačič sam. Dober dan in dobrodošli ponovno pred našim radijskim mikrofonom. Dobro jutro, dober dan. Kako se je bilo danes pripeljati v Škofjo Loko, ki vam je, lahko rečeva, kot Gorencu, ne nazadnje tudi kot deloma Ločanu, precej domača? V Škofjo Loko se vedno rad vračam, najprej zato, ker tu stanujejo moji starši, nato pa tudi zato, ker je bila Škofja Loka dobršen del življenja moj dom. Tu sem živel, tu sem dobil svojo prvo zaposlitev, tu sem ustvarjal, tako da ta navezava na Škofjo Loko je ostala. Kako pa je pred našim mikrofonom, ponovno lahko rečeva, pred nekaj leti ste pri nas ustvarjali tudi oddajo Besedovanje o besedah? Ja, je kar nenavadno. Minilo je že skoraj slabih 20 let. Do leta, mislim, da 2007-2008 sem sodeloval pri tej oddaji. Menda ste želeli postati tudi novinar, potem pa vas je življenjska pot zanesla med besede. Se še spomnite, kdaj, na kakšen način pa so vas besede in jezik seveda z njimi tako prevzeli, da ste jim posvetili kar svoje celo življenje? Najprej se je to začelo v srednji šoli. Latinščina, klasična gimnazija mi je zagotovo zasejala tisto ljubezen do jezikoslovja. Čeprav sem želel najprej študirati predvsem književnost. Vendar pa me je že na začetku samega študija jezik mnogo bolj potegnil, zlasti zgodovina jezika, zgodovina jezikoslovja, in znašel sem se tu. Zgodovina jezika je tista, ki vas je pritegnila po zaslugi latinščine, hkrati pa je jezik ena taka zelo živa, zelo živahna tvorba. Kako ga vidite in doživljate vi, ki ga pravzaprav spremljate od njegovih začetkov pa potem skozi celotno pot razvoja do danes? Res je, jezik je živ, živi neko svojo življenje. Morda se tega ne zavedamo dovolj, ampak mi smo v najbolj umirjeni dobi slovenščine. Slovenščina se v našem času spreminja mnogo manj, vsaj na tej slovnični strani, kakor se je spreminjala skozi stoletja. Dobivamo sicer mnogo več besed kot nekdaj v slovenščino, vendar pa vse tisto, kar nas glede slovenščine običajno skrbi, če pogledamo skozi lupo zgodovine, vidimo, da je zelo relativno. Recimo, že Jurij Dalmatin se je motil pri uporabi dvojine, je napisal recimo v svoji Bibliji 2 mize namesto 2 mizi, in takšni problemi z dvojino se na to vlečejo vse do današnjih dni. Vendar pa samo pri določenih samostalnikih, recimo če vzamemo samostalnike moškega spola, mi nikoli ne bi rekli 2 možje. Nemogoče je, da bi se nekaj takega zmotili. No, in z takšne perspektive potem današnje napake včasih zvenijo manj usodno. Usodne niso napake, so pa usodni pogumni koraki in pogumni možje. Konec oktobra praznujemo dan reformacije, tudi radi rečemo dan slovenskega jezika, ko smo Slovenci dobili prvi 2 knjigi o svojem jeziku. Tudi sami ste podrobno raziskovali Primoža Trubarja. Pa me ob tej priložnosti zanima, ali se Slovenci sploh dobro zavedamo pomena tega praznika, torej dneva reformacije? Ja, dan reformacije, če ga pogledamo z vidika jezika, pomeni začetek slovenskega knjižnega jezika.
To zveni nekako šolsko, neoprijemljivo, ampak če to pogledamo natančneje, pa je to začetek tistega jezika, v katerem mi danes bivamo. Tu se skrivajo odgovori na vprašanja, zakaj v knjižnem jeziku zapišemo nekaj tako ali tako. In če želimo res razumeti sodobno slovenščino, se moramo vedno znova ozirati tudi nazaj v zgodovino slovenščine. Kako pogumen mož je bil pravzaprav Primož Trubar in njegov krog takrat, ko so izdali prve knjige in postavili temelje tudi današnjega jezika? Če bi ti možje vprašali nekoga za nasvet, ali je to pametno storiti, bi jim rekel ne. Skratka, oni so izdajali knjige za ljudi, ki sploh še niso vedeli, da potrebujejo te knjige. V jeziku, za katerega sploh še niso vedeli, da se da brati. Skratka, tu je šlo za, danes bi rekli, misijo nemogoče, vendar je ta misija uspela zaradi velikega zanosa. Tu ni bilo ne dovolj finančnih sredstev, vsi so bili proti, kljub temu pa je uspelo. In to nam je lahko tudi danes v poduk, da ne smemo prehitro obupati tudi z navidez norimi idejami. In del tega duha ste v svoje raziskovalno delo ujeli tudi sami. Ravno danes je izšla vaša knjiga, ki jo je navdihnil prav rek Primoža Trubarja, Stati in obstati. Kako pa je nastala tale knjiga, ki prinaša en tak, lahko rečeva, krasen pregled in hkrati tudi poklon slovenskemu jeziku in njegovim, kaj lahko rečeva, ustvarjalcem? Ja, knjiga je nastala na povabilo Cankarjeve založbe, gre pa za ogromen projekt. Že pred nekaj leti je išla bibliofilska izdaja, brez katere ta ljudska izdaja ne bi bila možna. Prinaša pa knjiga natančen opis vseh prvih slovenskih knjig, zanimivosti povezanih z njimi, in moja želja je bila, da bi bralci dejansko začutili, kaj pomeni imeti vsako od teh knjig v rokah. Tu so čudovite slike in zanimivi dogodki povezani s temi knjigami, tako da zelo upam, da bo ta knjiga prispevala k še boljšemu, še bolj neposrednemu poznavanju začetkov našega jezika in tudi naše književnosti. Sami ste imeli to priložnost. Katero dejstvo o slovenskem jeziku, ki je ujeto tudi v tole vašo najnovejšo knjigo, pa je morda vas najbolj navdušilo? Sam sem bil najbolj šokiran, ko sem na primer ugotovil, da sta prvi slovenski knjigi pisani kot zaključno delo Primoža Trubarja. S katekizmom in abecednikom je namreč želel Primož Trubar zaključiti svojo pridigarsko pot, se umakniti nekam v mir in se sploh ni zavedal, da je s tem začel svoje literarno delo. Na to velikokrat pozabljamo in tudi zato je prva slovenska knjiga Katekizem dejansko neko vrhunsko delo, saj ni nastalo na hitro, ampak je sad tako rekoč celotnega zrelega življenja Primoža Trubarja. Tako naj bo tole današnji pokuk v novo knjigo našega tokratnega gosta, doktorja Kozme Ahačiča, z naslovom Stati in obstati. Verjamem, da jo boste z veseljem v roke vzeli tudi vi, tako kot se nama boste pridružili po kratkem glasbenem predahu. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. O jeziku klepetamo v današnjem ponedeljkovem jutru v družbi doktorja Kozme Ahačiča, slovenskega jezikoslovca in literarnega zgodovinarja. Zdaj, sami pravite, da je vsak jezik svoj svet. Slovenci se zelo radi pohvalimo, da je slovenski jezik zelo bogat, hkrati pa znamo biti do jezika tudi malce mačehovski. Kako bogat je pravzaprav slovenski jezik in kako zelo lepo, dobro z njim ravnamo Slovenci?
Moram reči, da se premalo zavedamo, kaj je slovenščina samo osamosvojitvijo in na to z vključitvijo v Evropsko unijo, z vključitvijo tudi v največje jezikovne modele postala. Slovenščina je danes med 100, malo drzno bi lahko rekli celo med 60 največjimi jeziki na svetu. Najbolje opremljenimi, najbolje razvitimi, najbolje popisanimi. Tega Slovenci skoraj nismo navajeni slišati, je pa to popolnoma preverljiv podatek. Zato seveda smo lahko po eni strani mirni, po drugi strani pa se vsak večji jezik, tudi če ima malo govorcev, spopada z določenimi novimi izzivi. Nov izziv slovenščine je to, da zapisuje in govori javno slovenščino, knjižno slovenščino, nepredstavljivo več ljudi, kakor jo je govorilo še 2 desetletji nazaj, da ne rečemo recimo 4 desetletja ali 6 desetletji. Nekdaj bi lahko vse javne govorce in pisce slovenščine spravili v eno malce večjo dvorano, recimo v Cankarjev dom. Danes javno govorimo in pišemo skoraj da vsi. Zato se slovenščine seveda ne da več tako uniformirati, kakor smo bili navajeni nekdaj. Preprosto se je preveč razširila. V tem je postala podobna jezikom, ki so večji, kot so recimo nemščina, francoščina, angleščina, kjer je nadzor nad njimi, če se tako izrazimo, veliko bolj otežen. No in za takšno slovenščino moramo seveda tudi jezikoslovci ubirati nove pristope. Mi ne moremo več strašiti ljudi z napakami, zato ker se nam bodo smejali. Lahko pa svetujemo, lahko smo v pomoč in lahko osveščamo vse ljudi, da smo si ljudje knjižni jezik izmislili zato, da bi nam bilo lažje. Ne zato, da bi bili v strahu, da bi nam bilo se težje sporazumevati, ampak preprosto zato, da bi lažje živeli, lažje komunicirali, lažje razumeli drugega. No, zdaj bi se verjetno našel kdo, ki bi dvignil roko pa rekel, ne, slovenski knjižni jezik zadevo precej zakomplicira, še posebej zaradi dokaj zahtevne slovnice, ne, slovenski jezik ima kar zahtevno slovnico. Kako težka pa je pravzaprav? Tujci pogosto rečejo, ne, da se jo je kar težko lotiti. No, slovenščina je sintetični jezik, kar pomeni, da se ga je na začetku malo težje učiti, ko pa znamo osnove, pa nam zelo steče. Tako da naučiti se slovenščino ni tako zelo težje od naučiti se ostalih jezikov. Tu velikokrat pretiravamo. Sam poznam vrsto ljudi iz tujine, ki govorijo slovenščino tako, da se skoraj da ne da prepoznati, da niso rojeni v Sloveniji in da ne živijo v Sloveniji. Tako da to je bolj naš predsodek, kot pa dejansko stanje. Zanimivo je, da je učenje slovenščine v naglem porastu, da se vedno več ljudi uči slovenščino in da je slovenščina zanimiva. Je pa tudi pri jeziku potrebno kar nekaj treninga, tako kot pri športu in športnikih bi lahko potegnila paralelo. Seveda, vsak jezik ima svoje zanke, ki jih je potrebno krepiti, vzdrževati in za neko osnovno samozavest v vsakem jeziku je najpomembnejše znanje. Znanje, ki ga običajno pridobimo v osnovni in srednji šoli, na to na fakulteti in pa tudi znanje, ki ga vsak dan pridobivamo prek medijev, časopisov, pa tudi z branjem slovenskih podnapisov. Zato je pomembno, da ljubezen do jezika, tistega pristnega slovenskega, začnemo spodbujati že pri najmlajših. Seveda, ljubezen do jezika pomeni, da je
jezik uporabljamo. Naprimer, zelo otipljivo, ne moremo reči, da imamo radi slovenščino, hkrati pa imeti kot delovni jezik na svojem mobitelu nastavljeno angleščino. Takšne stvari so tiste, ki neposredno izražajo našo ljubezen do slovenščine. Ja, z malimi koraki lahko dosežemo veliko, več o malih korakih, ki so nam prinesli tudi Frana in Franjo, pa po glasbi. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. O besedah in slovenskem jeziku govorimo z našim današnjim gostom, doktorjem Kozmo Ahačičem, slovenskim jezikoslovcem, literarnim zgodovinarjem in poznavalcem slovenščine, lahko rečemo, na kar vseh področjih. Prej sem že omenila, Fran in Franja sta vaša zaščitna znaka, lahko rečemo. Bili ste pobudnik pred dobrim desetletjem za pripravo in seveda tudi lansiranje Frana. Če se zdaj le ozreva nazaj na idejo, ki se je rodila še več kot pred 10 leti, kako je pravzaprav začel nastajati Fran in skupaj z njim tudi Franček? Ja, Fran je nastal leta 2014 z neko, lahko rečemo, zelo udarniško akcijo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Sam sem vodil skupinico nekaj zanesenjakov, ki smo v bistvu v nekaj mesecih pripravili no in izkazalo se je tudi zelo modern jezikovni slovarski portal Fran. Nismo si mislili, da bo Fran naletel na tak odziv. Že po 5 mesecih smo imeli milijon iskanj, recimo leta 2016, po 2 letih smo imeli 11 milijonov iskanj, leta 2019 potem 30 milijonov iskanj, na to pa so šla iskanja res v nebo. Danes beležimo že prek 450 milijonov iskanj. Skratka, lahko rečemo, da smo dosegli, da Slovenci uporabljamo jezikovne priročnike nepredstavljivo več, kot smo jih kadarkoli v zgodovini, in tudi nekoliko več kot mnogi drugi jeziki na svetu. Je bilo pa pri njegovem nastajanju verjetno kar nekaj izzivov. Zbrati vse priročnike, urediti avtorske pravice, postaviti temelje. Se spomnite kakšnega posebnega? Obstaja kakšna anekdota pri nastanku Frana? Ja, sam se je ne spomnim, je bilo pa drobnih zapletov res veliko. Mnoge zelo pomembne rešitve smo dosegli čisto po naključju in, kot sem že omenil, nismo se zavedali, kaj delamo. Morda smo se bolje zavedali zdaj, ko smo pripravljali nov portal Franja s tujejezičnimi slovarji. Tu pa smo dejansko sistematično, ne samo na inštitutu, ampak slovenski jezikoslovci nasploh, že več let zbirali vse mogoče slovarske baze. Tu ima velike zasluge še en Škofjeločan, Simon Krek, ki je v projektu RSDO pomagal odkupiti dobršen del samih slovarjev, ki so danes na Franji. No, mi smo pa na Franjo dodatno pripeljali še celotno zalogo slovarjev iz ZRC SAZU in pa, na to sem še posebej ponosen, veliki latinsko-slovenski slovar, ki je drugi največji slovar s slovenščino za SSKJ. Skratka, tu gre res za ogromno jezikovno pridobitev, hkrati pa seveda tudi za latinščino, ki kljub temu, da se ukvarjam s slovenščino, še vedno ostaja moja velika ljubezen. Kaj pri latinščini vas je tako začaralo, da vas spremlja pravzaprav na vsakem koraku? Po eni strani velika urejenost, to je jezik, ki se ga je veselje učiti, saj ima relativno
malo izjem, je zelo logičen in dopušča zelo uratolomne formulacije, krepi tudi naš lastni jezik, ne? Bolj ko znamo latinščino, bolje znamo tudi slovenščino. Po drugi strani pa je latinščina jezik, ki kljub zelo urejeni slovnici dopušča veliko svobodo. Skratka, urejenost in svoboda hkrati. To je tisto, kar mi je všeč. Bi skoraj rekel človek kontradiktorno, ampak velika pomoč verjetno tudi pri vašem delu, pri raziskovanju tako zgodovine, kot ne nazadnje tudi kovanju, iskanju novih besed. Jezik je, kot sva že dejala, živa stvar in besede, lahko rečeva, nastajajo morda ne ravno vsakodnevno, ampak vendarle je kar nekaj novih besed vsako leto. V slovenščino, glede na to, da se tako zelo spreminja samo okolje okrog nas, dejansko skoraj da dnevno prihajajo besede. Res pa je, da tudi iz slovenščine skoraj da vsakodnevno se določene besede poslavljajo. Nekdaj je bil ta pritok manjši, preprosto zato, ker je bil svet okrog nas manjši. Danes se je z globalizacijo in s spletom svet tako povečal, da preprosto potrebujemo več besed, če želimo opisati vse, kar poznamo. Naprimer, že samo poimenovan za nova mesta, za razne navade v teh mestih, za razne geografske pojave, je več in več. No, in da bi besede sprejemali v slovenščino na ustrezen način, da bi tudi imeli čim več izvirno slovenskih besed in ne bi samo direktno prevzemali iz angleščine, zato skrbi ta kar 2 svetovalnici na Inštitutu za slovenski jezik. To sta splošna jezikovna svetovalnica in pa terminološka svetovalnica. Skratka, terminološka svetovalnica je namenjena strokovnjakom. Zakaj tako bdimo nad tem? Zato, ker je z novimi besedami tako. Če zamudimo prvih 14 dni, prvi mesec, potem je stvar izgubljena. No, in če pogledamo okrog sebe, naprimer v računalništvo, lahko vidimo, da smo z doseženim kar zadovoljni. Skoraj da vsi predmeti v računalništvu so poimenovani ustrezno s slovenskimi izrazi, kot so miška, tipkovnica. Tudi mobitel ni direktno, recimo, prevzet iz slovenščine, pa tablica, pa pametni telefon in tako naprej in tako naprej. Kako pa nastajajo besede? Kako lovite te ključne dneve, da najdete ta pravo besedo in jo potem tudi vključite v slovenski jezik, v slovenski besednjak? Morda vas bo presenetilo, ampak tega ne delamo jezikoslovci. Jezikoslovci lahko ljudi izobrazimo, lahko jih navadimo, da nas pokličejo, večinoma pa nove besede v svet prinašate mediji in pa strokovnjaki določenih strok, ki seznanjajo širšo javnost z novostmi. Skratka, jezikoslovci moramo svoje delo opraviti prej, najprej v osnovni in srednji šoli s poukom besedotvorja in samim urjenjem našega posluha, na kak način je najustrezneje tvoriti nove besede, nato pa je vse skupaj bolj ali manj prepuščeno naključju. Ampak tudi to naključje se do določene mere da obvladovati, ključna beseda pa je znanje. Do tistega koraka, seveda, ko potem novo nastalo besedo spet prevzamete jezikoslovci in jo uvrstite v za to primeren slovar. Res je, na inštitutu imamo za nove besede namenjen celo specialni slovar, ki ga vsako leto posodabljamo tudi na portalu Fran. To je sprotni slovar slovenskega jezika. V tem slovarju vsako leto objavimo najnovejše besede, ki so prišle v slovenščino in za katere sumimo, da se bodo v slovenščini tudi obdržale. Je pa tako, za mnoge se izkaže, da se potem ne obdržijo in ne bodo nikoli uvrščene v, kako bi rekel, klasični slovar slovenskega jezika, kot je na primer SSKJ.
Več o novih besedah, ki so zaznamovale minulo leto, pa tudi siceršnjem delu našega tokratnega gosta, doktorja Kozme Ahačiča, pa čez nekaj minut ostanite v naši družbi. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. O jeziku in njegovem življenju teče beseda v temle jutru, pa tudi o besedah, ki prihajajo, nastajajo in izginjajo. Govorimo z doktorjem Kozmo Ahačičem. Prej sva rekla, da besede prihajajo, da vsako leto kakšno vpišete v slovar in da jih tvorimo pravzaprav ljudje, ki imamo znanje. Pri tem pa ste seveda dobršen del na poti do tega znanja pripomogli tudi vi. Kakšen izziv pa vam je poleg vašega znanstveno-raziskovalnega dela ustvarjati tudi učbenike za učenje slovenskega jezika za domala vse generacije? V resnici je to se pokazalo kot neka nuja, če želimo dobro delovati kot Inštitut za slovenski jezik, če želimo, da bo čim več uporabnikov uporabljalo naše slovarje, potem mora biti tudi sam pouk slovenščine vabljiv, dober, učinkovit. No, in s tem namenom sem pripravil slovenski šolski slovnici, eno za osnovno šolo, drugo za srednjo šolo. Prvič sta išli, mislim, da leta 2017. Ravno v teh dnevih prihaja na plan tudi dopolnjena izdaja, v kateri sem dodal še zvrstnost slovenskega jezika, tudi nekaj novega. No, in za slovnicami pa smo začeli pripravljati tudi učbeniški komplet, ki je narejen natančno po teh slovnicah in ki prinaša v slovenski prostor pouk slovenskega jezika, kakor bi si ga sam želel. To je učbeniški komplet Moč jezika. Z njim se odzivamo na svet okrog nas, ki je hiter, do jezika včasih zelo nasilen, hkrati pa nam nudi obilico jezikovnih priložnosti, če jih le znamo zaznati. In po tej plati niste ravno tipični raziskovalec, tipični znanstvenik, nimate postavljenih rigidnih pravil, ampak se zelo prilagajate in zelo hitro odzivate na jezik. Kako pomembno pa je to, da prav strokovnjaki s to svojo rigidnostjo ne naredijo prevelike škode oziroma ne vnašajo odpora med učence? Znanost, ki se ukvarja z normiranjem jezika, s pravopisom, s tem, kaj je v jeziku dobro, kaj je v jeziku neustrezno, se imenuje normativistika. In če vprašate kateregakoli znanstvenika normativista, boste videli, da so to mile osebe z dobrim vpogledom v dejansko stvarnost. To, kar je naš vtis iz preteklih let, da je problem te rigidnosti v znanstvenikih, to je napačen vtis. Dober normativist ne bo nikoli sejal strahu pred jezikom in nikoli ne bo vztrajal pri preveč uniformiranem jeziku. Kot sva rekla že v začetku, svet okrog nas se je do take mere spremenil, da je nemogoče, da bi vsi nosili čisto enako uniformo. Tudi če pogledamo svet okrog nas, lahko vidimo, da so pred 200 leti nosili mnogo bolj podobna si oblačila, kakor jih nosimo danes. Skratka, ta raznovrstnost je vidna in tej raznovrstnosti se mora prilagajati tudi jezik. To ne pomeni, da jezikoslovci podpiramo v knjižnem jeziku neki novi nered ali kaos. Ne, ampak skušamo zagotavljati to, da se bodo lahko zelo različni ljudje, zelo različnih strok, z zelo različnimi življenjskimi izkušnjami sproščeno in kvalitetno razumljivo izražali v slovenskem jeziku. Tako dobro pa gresta z roko v roki slovenski jezik in umetna inteligenca? Ja, ujeli smo vlak.
Tu si morda ne predstavljate, kako zelo smo slavili slovenski jezikoslovci, ko smo videli, da je slovenščina enakopravno vključena v najnovejše velike jezikovne modele. Tu se pozna tudi dolgoletni trud vseh slovenskih jezikoslovcev, da bi čim več slovenskih besedil pripravili v tej obliki, da bi lahko pretočili slovenščino v modele umetne inteligence. Če pogledate današnje velike jezikovne modele, verjetno jih bo še več, tudi v Sloveniji delamo zdaj svojega, boste videli, da umetna inteligenca govori kvalitetno slovenščino, ne najboljšo, ne najslabšo, nekje na sredi. Vse to pa je dodatno zagotovilo, da se bo slovenski knjižni jezik držal na neki srednji poti, tudi, če se malce metaforično izrazimo, v svetu robotov. Ja, slovenščini se torej obetajo lepi časi tudi po zaslugi takšnih strokovnjakov, kot ste sami. Ja, samo to. Rekli ste, slovenščini se obetajo lepi časi. To ni pa nikdar samoumevno. Prej ste omenjali šport. Tudi športnik je lahko v najboljši kondiciji, pa če neha s treningi, če neha vlagati v svoj razvoj, lahko v nekaj mesecih športno povsem propade. Zelo podobno je s slovenščino. Mi se moramo zavedati, da ogromno ljudi v Sloveniji vlaga svoj trud v to, da slovenščina kot jezik dobro funkcionira. Če bi prenehali vlagati ta trud, recimo tudi vaš radio, potem bi šlo lahko s slovenščino tudi hitro navzdol. Torej, smo v dobri koži, vendar pa smo lahko že čez leto, dve, če ne bomo vlagali v slovenščino, v slabi koži. Verjamem, da temu ne bo tako, tudi po zaslugi takšnih strokovnjakov, kot ste sami. Vaš knjižni opus je zares obsežen. Trenutno je izšla knjiga Stati in obstati, o kateri sva že govorila. Ni pa ta edina, ki bo izšla v letošnjem letu. Kaj trenutno nastaja pri vas, tako po znanstveno-raziskovalni plati? Napišete kakšno stvar tudi še za dušo, kot ste nekdaj poezijo? Ja, zdaj v kratkem boste išli, kot sem tudi omenil, še novi izdaji obeh slovnic. Pred nedavnim je šel tudi precej obsežen mednarodni zbornik razmislekov o jezikovnih portalih, ki sva ga uredila s Sabine Kirchmeier. Usporedno pa ves čas pišem tudi kolumne za časnik Delo in ravno zdaj počasi že zbiram gradivo za novo knjigo esejev. In mi se že veselimo nove priložnosti za druženje pred mikrofonom. Danes se nama čas nažalost tako hitro izteka, pa bi imela še veliko povedati tudi o glasbi, ki je vaša ljubezen, pa bova vendarle zaključila z besedami, s pogledom v prihodnost. Fran in Franja sta zagotovo dobra temelja in lahko rečeva odlična sopotnika za vse nas, ki delamo z jezikom. Česa pa si vi kot jezikoslovec želite za prihodnost slovenskega jezika, za razvoj slovenščine, da bo ta spremljala tudi nove generacije in bogatila njihova življenja? Za vsak jezik je ključno, da ga uporabljamo. Manj ključno je, kako pravilen je, kako lep je. Najprej je ključno, da ga uporabljamo. In mislim, da smo na razpotju, ko uporaba slovenščine ne bo nekaj samoumevnega v vseh položajih. Zato moramo tako stare kot mlade vzpodbujati k uporabi slovenščine. Berimo knjige v slovenščini, gledajmo filme s slovenskimi podnapisi, uporabljajmo vso tehnologijo, tako da nastavimo slovenski jezik. Skratka, vsak od nas lahko v sodobnem svetu poskrbi za to, da bo šlo slovenščini še bolje. Čisto vsak od nas, tudi če sem zelo
plastičen, tako da se potrudimo in svojo televizijo nastavimo na slovenščino, čeprav morda razumemo tudi angleška navodila in angleški vmesnik. Dr. Kozma Ahačič, hvala lepa za tale današnji klepet, za vse povedano, uspešno delo. Še naprej vam želimo in verjamem, da kmalu nasvidenje pred našim mikrofonom z novimi besedami in novimi besedovanji ter razmišljanji. Hvala tudi vam za povabilo.